24. julija leta 2008 se je pred vhodom rova Svete Barbare v Hudi jami zbrala ekipa rudarskih reševalcev Mehmet Ali Alić, Ivan Kenda, Gorazd Hafner, Marko Štrovs, Jože Dežman, Mitja Ferenc in Pavel Jamnik. Takrat so v jami rudarji zavrtali v prvo pregrado, eno mnogih, ki je prikrivala zločine, ki so jih storili prve tedne po drugi svetovni vojni. Ko so pregrade padale, ena za drugo, so v začetku leta 2009 odkrili prve žrtve. 3. marca istega leta so rudarji odstranili vse pregrade. Prebili so se do mesta enega največjih zločinov po drugi svetovni vojni. 37 mesecev kasneje, natančneje dan po velikonočnem ponedeljku, sva se snemalcem na povabilo direktorja Arhiva Slovenije Jožeta Dežmana odpravila v Hudo jamo na ogled najbolj znanega in neslavnega slovenskega rova. Poleg naju in predstavnikov Arhiva Slovenije so bili na ogledu še dijaki gimnazije Želimlje in publicist Roman Leljak, ki povojne dogodke že dolgo spremlja. Slovence, vojake in civile so v glavnem pripeljali iz Teharskega taborišča. Pripeljali ga so tu neposredno bližino. Po 6 so jih pripeljali iz tovornjaka neposredno pred ta rov. Tu so jih mogli sleči in potem so jih po 3 vozili na položišče, ki smo ga danes videli. Vem zagotovo, da ko je bila jama še prazna, gre za jamo globoko 48 metrov, prečnika približno 7 metrov, so vse žrtve v bistvu žive metali, porinili iz tla in jih vrgli dol. Tisti, ki so imeli, da uporabim besedo srečo in umrli takoj, jim je bilo pač muke prizanesene, drugi so umirali verjetno dan, 2, 7, mogoče celo 10 dni. Ogled kraja, ki se ponaša z neslavnim slovesom enega največjih zločinov po drugi svetovni vojni, nikogar ne pusti hladnega. Kljub vlagi in hladu rudniških rovov, kjer je bilo nasilno vzetih več tisoč človeških življenj, v naši notranjosti vre. Vre od misli na vse hudo, kar človek lahko stori človeku, pa tudi ob misli, kako hudo je bilo svojcem žrtev, ki nikoli niso izvedeli, kaj se je zgodilo s sorodniki. Niti jim ni bilo dovoljeno obiskati kraja njihove smrti in žalovati. Skozi rudniške rove sta nas vodila Ivan Kenda, takratni tehnični vodja jame, in zgodovinar Jože Dežman. Te betonske pregrade so leta 1990 že prišli Roman Leljak, Ivo Žajdela, Filip Robert Dorin v spremstvu gospoda Kende, in po vseh podatkih, ki smo jih imeli na razpolago, naj bi za tem zidom bile še 2 pregradi in potem drugega nič. Zatem za to prvo pregrado se je začel zasut rov v dolžini 100 metrov, tako da od tukaj naprej je bilo treba kopati in vi veste, da je jama bila dokončno odkrita ali pa zadnja pregrada predrta 3. marca leta 2009. Skratka, od tukaj naprej je bilo treba odstraniti 400 kubikov različnih materialov in prebiti 11 pregrad. Pot po rovu se je tiho nadaljevala naprej do naslednje podrte pregrade. Poglejte, tukaj je zidan zid, ki je bil postavljen potem, ko so v 30 letih premog v tem delu jame nehali izkoriščati, ko so ga izkopali. Leta 1945, se pravi v maju in juniju, je bil ta zid prebit, da so lahko žrtve vodili skozi do morišča, in nato se pa začne sistem večjih pregrad, betonskih, ilovca in skratka, to so pa vse tiste stvari, ki so jamo zatesnile, in zaradi tega je tudi prišlo do mumifikacije žrtev. Po nekaj prehojenih metrih smo prišli do mesta, na katerem je rudarjem, ki so sodelovali pri odkrivanju žrtev, zastajal dih in se jim je prvič utrnila solza. Poglejte, eno prvih in najbolj pretresljivih odkritij ali pa srečanj žrtvami je bilo tukaj gor, ker je eden od nesrečnikov je poskušal z delom tračnice in se je prekopal pod vrhom, vidite sledove tega njegovega kopanja, in je tukaj obnemogel.
Druga žrtev je bila spodaj in tako, da smo tega imenovali upornik, ker verjetno je bil ubit ob gradnji tehle zapor. Skratka, ta nesrečnež je pa prilezel do tukaj in obnemogel. To pomeni, da je tudi tukaj prišlo, kot pri drugih pobijanjih, do tega, da pač vse žrtve niso bile takoj mrtve in so se poskušale še rešiti. Zatopljeni v svoje misli smo že kmalu prišli do globokega jaška, ki pa še ni povsem raziskan. Poglejte, to je jašek, ki je globok 48 metrov in je zdaj raziskan do 15 metra. Tukaj in pa potem v nadaljevanju je zdaj izkopanih skoraj 800 žrtev. Predlagam, da greste, se pravi, ker je tole že malo trhlo, po dva stopite do jaška, si lahko pogledate. Se pravi, žrtve so bile, za katere računamo, da jih je v jašku nekaj čez 2000 še, lahko računamo, da so bile pač tukaj tudi poškodbe, kažejo pobite sicer s streljanjem, ampak vse ne zadete, tako da je marsikdo res umiral v agoniji. Tukaj je zdaj to vprašanje osnovno, prizadevamo si, da bi ta jašek spraznili in vse žrtve prekopali. To je eno od vprašanj, na katere moramo odgovoriti. Čuden občutek je, ko gledaš v globino jaška, za katerega veš, da v svojih globinah skriva žrtve. Po ogledu smo že kmalu prispeli do mesta, kjer je bila za nekaj manj kot 800 žrtev urejena kostnica. Po prvih razmislekih, kako in kje žrtve pokopati, je prevladala odločitev, da se uredi kostnica. Ta odločitev je bila motivirana pač zelo enostavnim namenom, da bi se potem tole hudo jamo zaprla. Ta ureditev nam zdaj postavlja dve vprašanji. Prvo je, kot sem rekel, vse žrtve iz jaška prekopati. Videli boste zdaj ureditev kostnice, kakšna ta hip je, in se postavlja vprašanje, ali je ureditev taka, kot je tista, ki bi bila lahko tudi kot pokopališče, ali bo treba iskati prostor pokopa zunaj rudnika. Tako da gremo zdaj to pogledati. Poglejte, ko se mi srečujemo s tole našo zgodovino pravzaprav in ko se sprašujemo, ali je to preteklost ali prihodnost, je temeljno vprašanje, ki ga si postavljamo, koliko je eno človeško življenje. Glejte, nas je tukaj dobrih 20, če bi šli na to, je skoraj 40 takih skupin bi mogli pobiti, da bi bili to 800 ljudi, ki so zdaj tukaj v tej kostanci. Kaj je eno človeško življenje, kaj je človeško dostojanstvo, je naslednje vprašanje. Se pravi, človek je bitje, ki lahko zaide v hude konflikte, tudi to smo se pogovarjali, lahko drugemu veliko hudega naredimo, prije pa tudi čas, ko naj nad mrtvimi ne bilo zamere. Zato je to vračanje v stanje, ko smo sposobni svoje mrtve pokopati, in zdaj to naši mrtvi je seveda teh 15 000 Slovencev pobitih po vojni, in pa na en način so zaradi tega, ker so ubiti na naših tleh, je to skoraj še okrog 80 000 drugih mrtvih. To je tisto, o čemer se moramo pogovarjati. Običajno si vzamemo čas, malo pomislimo. Jaz predlagam, da vsak, ki to želi, naj pri sebi za te žrtve pomoli in se potem spoštljivo sreča z njimi. Z vprašanjem, kako ta grob urediti, in seveda tudi z vprašanjem, kako zagotoviti temu mestu, ki je en spomenik neizmernega zločina, tak položaj, da bomo lahko rekli, da je to tudi kulturni spomenik. Se pravi, da so to stvari tistega ranga, kjer se odpušča, ampak ne pozablja. Se pravi, predlagam za minuto, si vzemimo čas, vsak naj pri sebi počasti spomin, mogoče pomoli
potem pa predlagam, da si to Kostnico ogledate. Naj počivajo. Vhod in izstop iz Barbarinega rova je nekaj, česar čuteti človek ne pozabi. Ne sme pozabiti. Medtem ko so dijaki po ogledu mesta zločina pisali svoje vtise, sva snemalcem spregovorila s profesorjem zgodovine na gimnaziji Želimlje. Letos smo začeli z zgodovinskim klubom na gimnaziji in nameravali smo se pogovarjati o plemiških družinah na Slovenskem. Pa so dijaki sami izrazili željo, da v bistvu ne bi govorili o tem, ampak raje o slovenski tej polpretekli zgodovini, o revoluciji, o bratomornem dogajanju med vojno in po vojni. In v bistvu mi je postalo jasno, da je to ena tema, ki dijake vznemirja. Glede na to, da so sami izrazili to željo, sem pač se odločil, da jim grem na roko in sem povabil tudi gospoda Dežmana, da je prišel kot gost, da je sodeloval in tudi vodil ta zgodovinski klub. In Jože nam je potem ponudil možnost, da si ogledamo to hudo jamo in se mi zdi, da je to ena priložnost, da en tabu odstranimo in da se začnejo mladi tudi o tem spraševati, da vidijo te stvari, kaj se tu dogajalo in res rečejo nikoli več. No, tudi vi ste še eden tistih mlajših, verjetno od svojih otroških letih v teh stvareh niste vedeli nič. Je pa prav, ne, da zdaj vedo, čeprav bi nekateri še kar skrili, kot so tu v jami skrili za pregrade svoje žrtve. Ne. Res je, o tem v bistvu pri pouku zgodovine, vsaj v začetku, v prvih letih v osnovni šoli nisem zvedel nič. Kasneje pa že, v zadnjem razredu osnovne šole, to je bilo ravno na prehodu v 90. leta, je pa bilo precej odvisno od teh učiteljic, ne? Tiste, ki so bile malo bolj, bomo rekli, resnicoljubne, so pač že kakšne stvari tudi povedale po resnici. Tisti bolj ljudje, ki pa so imeli pač to režimsko indoktrinacijo tako močno, pa verjamem, oziroma se mi zdi, da je bilo to za njih težko. Pa je zdaj 20 let kasneje še vedno tako, še vedno odvisno od učitelja zgodovine, od posamezne šole? Mislim, da je precej, tudi če ti spremeniš učni program, tudi na tem je nekaj. Ogromno je učiteljev takih, ki jasno povejo, da če se bo spremenil učni program, bodo pač drugače učili, ki so pač samo birokrati, ne, in bodo naredili tako, kot se jim bo reklo, da morajo narediti. Precej je poštenih zgodovinarjev, ki pošteno raziskujejo, precej pa je še takih, ki težko priznajo, glej, moj oče je bil v bistvu klavc, ne. In še zdaj potem pač vztrajaš na teh starih formulah, da pač opravičuješ neko družinsko zgodovino in si ustvarjaš en navidezni dušni mir, čeprav mislim, da slej ko prej se mora vsak človek od teh stvari začeti spraševati, ker imamo tu trupla med sabo, ne. Ja. S kakšnimi vtisi ste prišli ven iz, recimo, Kostnice? Ja, me je pretreslo, čeprav si pa mislim, da ko so
vstopali prvič v Kostnico, da je bil ta vtis mogoče še bistveno močnejši. Zdaj je Kostnica že bolj urejena, je že bolj, torej je... Ker nekaj že vemo tudi o tem. Tako, že pričakuješ, ne, že veš, kaj pričakuješ, zato mogoče ta šok ni tako hud, kot če bi stopal v sveže odprto jamo. Bi si vi želeli, da ostane tako, kot je, recimo tak voden ogled, potem, da so ta okostja v samem rudniku, ali da bi bilo to mogoče kje drugje? To pa priznam, da si težko odgovorim. Če bo želja sorodnikov žrtev, da bi imeli, ne vem, nekje na bolj dostopnem mestu svoje pokojnike pokopane, mislim, da moramo to željo spoštovati, da je to prva stvar, prvi postulat. Če pa ta želja ne bo jasno izražena, pa se mi zdi, da bi tudi v tej Kostnici urejena kostnica, torej tudi v tej jami urejena kostnica, da mogoče sploh ne bi bila tako slaba rešitev. Vas kdaj zaboli, ko verjamem, da tudi vi, tako kot jaz sam, kdaj slišite, ali je potrebno kar naprej odkopavati te kosti? Me zaboli. Na srečo so ljudje, ki želijo priti resnici do dna. Pa kakršnakoli že je. Že leta pred nami je bil v hudi jami tudi Roman Leljak, publicist in avtor mnogih knjig, kjer opisuje povojno dogajanje. V hudi jami sem bil prvič 25. maja 1989. leta. Takrat sem raziskoval taborišče Teharje in po pričevanju ljudi, takrat ni bila dostopna nobena dokumentacija iz arhiva, ampak izključno samo pričevanje ljudi, me je pot pripeljala sem kot enega od teh mest, kjer se so izvajali ta zločin. Tisti dan sem prišel sem, v tej bližini sem spraševal ljudi in prišel do samega huda Barbara Rov, do samega jaška. No, malo zatem se je pripeljala policija, se spomnim, v 101-ki. Sam sem bil takrat peš, ni bilo niti avtomobila. In so me odpeljali in so me zadržali celo noč na policijski postaji Laško. No, zjutraj so me pustili brez kakršnekoli obrazložitve. Samo z ustnim ukazom, da se tja ne smem več vrniti. Torej sem do Barbara Rova. Mogoče iz tega časa ali pa še malce nazaj tudi to, ljudje so vedeli, da bi bilo tu morišče, radi bi prižgali kakšno svečko, ampak tudi to ni bilo dovoljeno. Ne samo, da ni bilo dovoljeno, bilo je strah. Namreč služba državne varnosti je takrat vodila eno posebno operativno akcijo, imeli so posebno sodelavce, ki so bili zadolženi, da popisujejo ljudi, avtomobile, ki bi prišli ob takih praznih na same mesta dogodka. To so ljudje vedeli in se nažalost tudi, ko so prihajali, nikoli niso prižigali svečk, ampak s kratkim pogledom na mesto dogodka so pač svojim sorodnikom dali nekakšno počast. Nerazumljivo je, da je to le nekaj 20 let nazaj, človek kar ne more verjeti. Ja, nažalost, veliko tega se je med tem časom zgodilo. Zakaj ni prišlo do odkritja tega res najbolj strašnega prizorišča zločina v drugi svetovni vojni, težko odgovorim. Verjamem pa, da če bi se to zgodilo 10 let, pa takrat, ko sem ga v bistvu prvič pokazal javnosti, da bi se mogoče spremenila tudi ta sedanji razkol med enimi in drugimi, če jih že tako imenujem, kot ostali. Jaz mislim, da je z odprtjem pred 3 leti hude jame narejen nek premik v razumevanju tistega časa. In ta premik bi bil lahko narejen tudi 89. oziroma 90. leta. Nažalost, to ni bilo storjeno, veliko razlogov je bilo to, tudi strani takratnega Demosa, njihovi vodilni, ki tudi niso imeli povsem prepričanja, da bi to storili. Glavni razlog, zakaj ne, da ne bi razumeli novo oblast kot takojšnjo maščevalnost. Mislim, da je bila to napaka, storiti bi mogli drugače in bi mogoče danes bilo vse drugače. Nažalost pa smo danes pred tem dejstvom, ampak na koncu resnico smo zvedeli,
Zvedeli bomo tudi resnico o žrtvah, počasi se pa tudi odkriva resnica o ljudeh, ki so to počeli. Roman Leljak bo že v kratkem izdal novo knjižno delo. V knjigi bodo objavljena tudi imena tistih, ki so krivi za poboje na Celjskem. Med njimi je tudi nekaj Zasavcev. In kdo nosi odgovornost za poboje v Hudi jami? Odgovornost za to nosi 1. bataljon 3. brigade Vojske državne varnosti. Slovenski bataljon. To je bil popolnoma slovenski bataljon, ki ga vodil Benjamin Žižmund, lahko ga pokažem, gre za tega možakarja tukaj. Benjamin Žižmund je živel do 8. decembra 2011, ko je umrl. Nažalost, v tem času ni bil uradno zaslišan od tožilcev oziroma sodišč, da bi pojasnil dogodke tukaj. Obstajajo pa pričanje 3 pripadnikov tega 1. bataljona, ki so povedali, da so oni kot pripadniki 1. bataljona bili tukaj in bili priča vseh teh morišč. Še na kratko, preostali, tamle imate fotografije, tisti, ki naj bi bili odgovorni. Seveda, knjiga bo seveda zahtevala razumevanje malo zgodovine oziroma nadaljevanje vseh mojih knjig. Gre za prvi poskus prikazati odgovorne. Verjamem, da to ni dokončna resnica vseh odgovornih, ampak danes vsaj vemo vse, ki so takrat sodelovali zraven. Seveda, tukaj imamo tistih 5 najbolj odgovornih, prvi 3 zgori so vodstvo Ozne Celje, druga 2 pa vodstvo, se pravi te brigade oziroma komandanta Benjamin Žižmund, tu je slika pred smrtjo, kako je izgledal, tam je bil kot takrat. Imamo tukaj kompletno sestavo Ozne za Celje, od načelstva po okrajih in pa seveda okrog 250 pripadnikov 1. bataljona, ki ga je vodil Benjamin Žižmund, je tudi ohranjen. To je ta bataljon, ki ga vidimo tukaj, imamo imenski seznam teh ljudi. Se pravi, ta knjiga, ki bo nosila takole naslov Zločin in kazen slovenskega Kajna, odgovorni za poboje na Celjskem 45, bo v bistvu knjiga, ki bo prvič govorila o ljudeh, ki so krivi, in v tej knjigi prvič nekako sam ne bom pisal o žrtvah, ampak samo o tistih storilcih. Uspelo mi je vsakem od njih najti osebne podatke, kaj so bili, kje so se rodili, in lahko povem, da od vseh, ki vidimo tukaj, so bili popolnoma vsi rojeni v Sloveniji in ne bilo nobenega pripadnika druge naroda in narodnosti. Zločine na Celjskem smo delali Slovenci. No, kljub temu, da mnogi najdeni dokumenti dokazujejo tudi krivdo Josipa Broza Tita, so mnogi še vedno prepričani, da Tito o vseh teh zločinih ni vedel nič. Mar res? 30. maja 1945 je Tito bil v Celju in tudi slikanje na odprtem avtomobilu, kako je stal. Vrnimo se malo nazaj. 1944. leta je Edvard Kardelj napisal članek pod imenom Zaprta vrata. Tudi oktobra 1944 je pri glavnem štabu Slovenske vojske išla posebna knjižica na naslovom Zaprta vrata. No in na 8. strani te knjižice Kardelj že takrat jasno zapiše, da vsi tisti, ki so bili pripadniki domobranskih enot, vsi tisti, ki so se nastavljali Nemcem in jim pomagali, bodo končani tako, da jih bo vzela noč, da ne bojo videli jutra. Se pravi, Kardelj je prvi v Sloveniji zapisal usodo teh ljudi. Vemo, da je Kardelj bil prvi človek do Tita. Tito je tistega leta maja bil od Celja do Maribora, tam tezni dogodki, potem vse do teh Đurmanec, Krapina, vse na tej poti, ki so pač te likvidacije v večini se vršile, tako da je bil neposredno tudi zraven. Tukaj v Celju so mu tudi uredili praznovanje rojstnega dneva, celo skupina 10, ki je likvidirala, se je na ta rojsten dan povabila tudi tam in so praktično krvavi prišli na ta rojsten dan. Glejte, te iluzije pač niso edine, teh iluzij o osvoboditvi, o bratstvu in enotnosti, o ne vem kakšnih dosežkih je mnogo, ampak ta Huda jama je največji spomenik titoizma v Sloveniji. Ni katedrale, ni svetega spisa, ni svetega kraja.
ni dosežkov, ki bi nas zapisali v večnost. Huda jama pa taka je. Ne? In to pomeni, da se skozi hudo jamo z vrhovnim poveljnikom srečujemo. On je tipski proizvod stalinizma pravzaprav. Se pravi, sovraži lastno kulturo, neobčutljiv za trpljenje soljudi, rajše razbija kot gradi. Pravzaprav se tovariši obnaša ravno tako kruto kot sovražniki. To je model, ki pa si ga bomo zapomnili. Nisem nikjer slišal, niti nisem prebral, da bi mogoče Tito pred smrtjo zelo, zelo trpel. So pa nekateri krniki, kar močno trpeli. Veliko je bilo po vojni tudi samomorov, tistih, ki so morili. Veste kaj, zanimiv dokaz Titove slabe vesti je postavitev spomenika v Bohinjski Bistrici leta 1979, se pravi tik pred smrtjo je hotel dogodek, na katerem je odobril oziroma se strinjal s pobijanjem velike večine jugoslovanskih komunistov v Sovjetski zvezi in je določil nove za pobijanje, razglasil kot konstituiranje centralnega komiteja, se pravi, je ta njegova slaba vest sem pa tja le prišla na dan. To tako da o teh zgodbah, kako pa se dogodek tak, kot ga tukaj lahko vidimo, vtisne v dušo storilca, je pa pač, če že kot obiskovalec doživiš težke ure in dneve, kako je bilo šele, če se ubijati mogel. Takole pa so misli po ogledu prizorišča zločina za nas strnili dijakini in študent medicine. V bistvu moram reči, da sem pričakovala tako zelo hudo situacijo, da se bo videl, ne vem, recimo kakšne ostanke proti v rovu ali pa kakšne lasi ali pa pač kaj, ki so tako praskali ali pa kaj ne. Pa mi je bilo potem kar v redu, pač da ni bilo tega, kar se mi izdel tisti malo preveč tako grozen, da bi bilo. Pa tudi me je tako osupnil, pač, ko so povedali, da je tist, da je en šel toliko daleč tam pač čez tiste rove in to ne. Pa v bistvu moji občutki so bili tako, res mislim, ne morem verjeti pač, da so lahko sploh, da lahko kdo kaj takega naredi in toliko ljudi ubije in na tak način, in da so jih po teh rovih peljali in pač prav tako, ko hodiš, ne si prav predstavljaš, kako je to bilo in tako, no, mislim, res grozen občutek. Pol pač za te, kaj bi se pa naredili s temi posmrtnimi ostanki, se mi pa zdi, da, mislim, zdaj pač odvisno, kaj ti svojci zahtevajo, ne. Ampak po eni strani se mi zdi prav, da bi se jih pač pokopali neki na tle v okolici jame, če je možno, pač da nekako s tem dobijo svoj mir, ali pa da bi ne vem, ene par, ali pa če bi jih tako pač lepšo hranili, da so zdaj v teh zabojih umazanih, da se jih, ne vem, da v ene take krste oziroma da se jih tako s steklom pokrije ali neki, je v bistvu tudi prav, da se pač pa nekako sestavljene, da niso tako kar po kupih, da imajo eno dostojanstvo tudi te pač ostanki, ne. Se mi zdi prav, da, pač, da se jih tudi vidi, da te nekako še bolj opomne pač na to nekako napako, a ne. Te boli, ko takole pogledaš nazaj in vidiš, kaj se je zgodilo z ljudmi po drugi svetovni vojni. Si vedela kaj o tem v času šolanja? Pa se kaj pogovarjate mladi o teh zadevah, o naši, lahko rečemo, kar črni zgodovini? Ja, jaz moram reči, da me kar malo preseneti, ker ljudje res ne vejo sploh toliko veliko o teh stvarih, ne, in o teh povojnih pobojih in kakšen imamo mi na škodo jamo, sploh ne ve pač, kaj je to in kaj se je tukaj dogajalo in kaj se je zgodilo in kje je to. In se mi zdi pač prav, ne vem, recimo, če vsi vejo, kje je Auschwitz, pa kje je Dachau, pa pač kaj se je tam dogajalo, pa če v Nemčiji, če narediš tisti pozdrav Hitlerju, če te zaprejo, pač da tukaj pa ljudi ne vejo, pač kakšni poboji so bili tukaj in pač ne vejo, kje je huda jama in tako, ne. Se mi ne zdi prav. In tudi v šoli se mi nismo, mislim, sem zdaj v 3. letniku, ampak v osnovni šoli, mislim pa zdaj, ko imamo tega profesorja Imeršiča, pač on vse pove o tem, ne, ampak v osnovni šoli pa moram reči, da nisem skoraj nič, v bistvu nič nam niso o tem govorili, o teh pač povojnih pobojih in to. Tako da bi se tukaj tudi mogli kaj spremeniti, po mojem, no, v državi. Bila sem na tistem predavanju gospoda Dežmana, ki nam je povedal, kako je bilo, ko so jamo odkopavali. Ko smo se pa dejansko sem odpravljali, sem imela pa take mešane občutke. Z
zmeri, ko smo šli v muzej ali pa kaj takega, sem lahko približno vedela, kaj naj pričakujem, tukaj pa tega nisem vedela. In v bistvu, ne vem, res nisem vedela, kaj naj si predstavljam. Vsekakor sem si predstavljala take dolge, temačne, nizke rudniške rove, po katerih hodimo, pa tudi recimo, ne vem, pričakovala sem, da bomo videli kakšna trupla. Ne vem, nisem imela pa tako nekih posebnih pričakovanj. In potem, ko si šla ogledati ta okostja žrtev, s kakšnimi občutki si potem zapuščala tisti prostor? Ne vem, nekako sem se spraševala, zakaj so v bistvu točno oni pristali tukaj noter. Nisem vedela, zakaj so tu. Mislim, vedela sem, da so jih pobili, vedela sem, da so bili žrtve. Nisem pa vedela, kako so se mogli, nekako sem se probala vživeti v njihovo kožo, kako so se oni počutili, ko so v bistvu tukaj noter doživljali grozljivo smrt v temi. Niso nič videli, bili so brez vsega, vse so jim vzeli, spremenili so jih v bistvu na nek nivo živali so jih dali. In ne vem, nekako se mi zdi, da v bistvu so oni vsem nek spomin, nek opomin v to, kaj v bistvu je človek zmožen človeku narediti. Si ob tem ogledu pomislila tudi, kako so se pa vsa ta leta počutili sorodniki tistih žrtev? Saj nenazadnje še mnogi še danes ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi sorodniki. Ne vem, moje so se vsi počutili, kakor da bi jim nekdo za vrat pritiskal z roko, kot da bi jih nekdo dušil, da v bistvu vejo, pa da ne smejo povedati, ali pa obratno, da ne vejo in se bojijo vprašati. Po moje so to grozni občutki, če tako izgubiš sploh posebej nekoga, ki ti je blizu, ne vem, brata, sestro, moža. Mojem so to grozni občutki, ne vem, kako bi se počutili, ker preprosto čisto sama nisem nikoli šla. Meniš, da je prav, da se te teme odpirajo, da se o tem govori, da mladi med sabo govorite, če so že starejši, malce obremenjeni, ker se te teme tiče. Kakšno je tvoje mnenje? Ne vem, osebno mislim, da je prav, da se take teme odpirajo. Prav je, da se o tem poučimo, prav je, da o tem stvari vemo, ker v bistvu tega noben smisel nima pometati pod preprogo. Zaradi tega, ker konec koncev, tudi če bi to probali zadušiti, uradno, formalno, zažgati vse dokumente, ne vem, se mi zdi, da nekako vseeno bi to ostalo v kolektnem spominu, pa ne bi se moglo pozabiti. Takih stvari preprosto ne moreš izbrisati. Se ti zdi, da je to drugorazredna tema? Ne, mislim, da je to pomembna tema, o kateri se je treba pogovarjati in spregovoriti. Nekaj smo se pogovarjali, največ smo se pogovarjali prav v gimnaziji s profesorjem Emeršičem o teh zadevah. Nekaj stvari sem bolj izvedel tudi doma od očeta in mame. Drugače pa kakšno stvar se pač potem prebere iz raznih medijev. Tokno. Nisem pa, da bi pa se nekaj zelo jaz konkretno sam spuščal v te zadeve, pa nikoli. Koliko se mladi o tej temi sploh pogovarjate, pa če sem te prej prav razumel, ne, da si včasih pri tabelih, ne? Ja, točno tako, to se mi je zgodilo na fakulteti. Smo se nekaj pogovarjali pred temi zdaj županskimi volitvami v Ljubljani. Smo se pogovarjali in jaz sem pač povedal svoje mnenje o zadevah in mi je nekdo rekel, ja, saj ti si tak tabel, ne. In potem, ko smo pa pač malo načeli to temo, pa sem jaz malo povedal svojih argumentov, pa da se mi to ne zdi primerno, da se me kratko obsoja in daje v nek koš. Pa tudi se mi ne zdi s tem, tako se mi zdi, da pač so te neki miti o belih, ne, rdečih in tako. In smo se začeli malo pogovarjati o teh zadevah in je v bistvu sem ugotovil, da za tem, da sem jaz tabel, ne stoji nobenega resnega argumenta, sem pač neka, bom rekel, floskula, ne, ki pač jo ima nekje prinesel, nekje jo je slišal, da zdaj povezuje vse tiste, ki pač probamo nekaj vedeti o tej naši polpretekli zgodovini, ko probamo nekaj raziskati, ne, smo pa takoj tabeli, ki hočemo v bistvu samo odrezamo nekam, kamor sploh ni potrebno, da je najbolje, da se to pusti, ker to je zgodovina, ne, to se nas ne tiče več. No. Na tak način potem vedno, ko se poskušam s kom pogovarjati o teh zadevah, ne, ki mogoče ni istega mnenja kot jaz, se vedno prije potem s takim argumentom. Oziroma na koncu reče, dobro, no, sem se hecal, pustiva zdaj to, pa grejo naprej normalno. Zdi se mi, da se ta voz ne da več zaustaviti, ne? Da bodo mladi
pa če se s tem strinjajo tisti mali starejši, ki so tako ali drugače povezani s to našo polpreteklo zgodovino, še tako želijo, da ne bo to prišlo na dan, zdaj pride, ne? Zdaj se o tem govori. Ja, in zdi se mi prav, da se o tem govori. Je pa vseeno, se mi zdi, da naša generacija bo sposobna mogoče iti preko teh zidov in teh meja delitve na leve in desne. Vsaj upam, da bomo sposobni tega, ker se mi zdi, da naši predhodniki, naši starši, dedki, babice imajo še to hran iz preteklosti, da jim je v bistvu težko odkrivati te zadeve, ki so se dogajale takrat. In ravno zato se mi zdi, da zdaj so začele te zadeve prehajati ven. Ne? Zdaj prehajajo dejstva, ki so se dogajale takrat ven, ravno zato, ker do zdaj ni bilo volje. No? Ni bilo volje, da bi se karkoli odkrivalo, ker pač so bile teme preveč boleče za obe strani. Ti imaš tudi babico, ne? Ki je tudi utrpela ali pa se je soočila s tragedijo, potem še vedno se ne želi nekako soočiti. Ne? Ja, ravno zaradi te bolečine, bom jaz rekel. Ne ve, kaj jo čaka pod tisto preprogo, kamor smo vse pometali, ne upa si pravzaprav čisto zares zagristi tudi to kislo jabolko. No. In zato mislim, da je na nas, na teh bodočih generacijah, da bomo mi to odkrivali, ker mi nismo več toliko obremenjeni direktno s tem, kar se je dogajalo, ne, s temi vsemi poboji, vsemi grozotami in krivicami. In ravno zaradi ker ni več te čustvene, bom rekel, direktne čustvene navezanosti, bomo mi mogoče lahko bolj razsodno, upam, presodili, kaj je bilo in pač dali vse na svoje mesto. Še strokovno vprašanje, kako pa ti kot medicinec, ali pa bodoči medicinec, zdravnik, gledaš na te poboje mladih ljudi? Nekateri niti niso bili umorjeni, ampak so potem v mukah umrli kak dan kasneje. Ne? Ja, mislim, da ni potrebno biti noben medicinski zdravnik, da se to zdravemu človeku z neko razumno pametnjo zdi nedopustno. Ne glede na to, bom rekel že v tem primeru že zato, ker pač ni bilo niti obsojen, niti se ne ve, zakaj je bil tukaj za mano človek ubit. Se mi pa zdijo nereveži samo ti, ki so bili ubiti, ampak tudi predvsem tudi tisti, ki so ubijali. Tudi tisti so potrebni našega usmiljenja, ne samo te, ki zdaj tle ležijo, ker tudi meni se zdi bolj to nedojemljivo, bom rekel, da kako si lahko sposoben, naprimer prej gospod Dežman mi je povedal, da so bili to v bistvu fantje 19, 20, 21 let v moje starosti, jaz si zdaj sebe ne predstavljam, res ne, da bi jaz mogel nekoga tako v bistvu pospraviti brez razloga. In kako pomembni so to vrstni obiski mladih in ne nazadnje tudi medijev? Odnos do takega kraja se lahko izoblikuje samo skozi odnos med ljudmi. In če imamo na eni strani ta poskus hladne blokade, zaprtja, se pravi nadaljevanje tabuizacije takega prizorišča, je na drugi strani srečanje z različnimi skupinami ljudi, ki opredelijo svoj odnos, svoje stališče, svoje čustvovanje ob prizorih, kakršnih na svetu ni, je seveda ena dragocena priložnost ali pa vzpodbuda, da nadaljujemo odgovarjati na tiste vprašanja, ki smo si jih tukaj zastavili. Prekopati, urediti grobnico, ki je kako, odpreti za obisk, razglasiti za spomenik in skratka vzpostaviti eno normalno stanje, kjer lahko čutimo razliko med demokracijo in totalitarizmom. Tako enostavna ta zgodba je in jaz vam rečem, ko sem predstavljal v Berlinu zadnjič na enem posvetu v avstrijski Radgoni, ko je gospa Grizerjeva predstavljala to zgodbo v Brnu, to je zgodba, ki svet zanima, to je zgodba, ki jo svetu moramo predstaviti in v tem načinu predstavitve, v tej zrelosti naše prepovedi smo tudi tisti, ki delamo zrelostni izpit. Z zaprto hudo jamo, z nepokopanimi trupli ga pač ne. Zato je tudi ta resnost, odgovornost, zavzetost mladih ljudi, njihova pripravljenost za srečanje tudi s težavnimi poglavji zgodovine je tisto dragoceno, kar takale srečanje odlikuje. Ali lahko vse splošno varčevanje ponovno zaustavi dela pri odkrivanju povojnih grobišč?
No, jaz upam, da tudi v času krize bo ta ureditvena dela po nalogu rudarske inšpekcije bodo zaključena. Drugače pa veste se v letih ukvarjanja s temi bolečimi stvarmi se to človek nauči ene zelo enostavne logike, nikamor ne bodo ušli, čakajo nas. Čakajo nas, čakajo.